Derbi 32. kola Prve lige Telekom Slovenije je bil odigran v športnem parku Domžale, kjer je gostoval aktualni državni prvak Maribor. To je bil dvoboj sosedov na lestvici, saj so drugouvrščeni gostje Domžalčanom bežali za 8 točk. V udarno enajsterico trenerja Simona Rožmana sta se vrnila Senijad Ibričić in Gaber Dobrovoljc, Nermin Hodžić pa je dobil prednost pred Šamarjem Nikolsonom. Srečanje so pred kar 2500 gledalci začeli Domžalčani, ki so si že po pol minute igre privoščili napako na svoji polovici. Žogo je prestregel Luka Zahović, ki je nesebično podal do osamljenega Markosa Tavaresa. Najboljši strelec prve slovenske lige je zaključil slabo in ostalo je pri začetnem izidu. Domači so do prve priložnosti prišli v 10. minuti. Na levi strani je bil pri žogi Dario Melnjak, na kratko je podal do Hodžića, ki je streljal nenatančno. 2 minuti pozneje je Agim Ibrahimi podal do Amedeja Vetriha, Primorec je v kazenskem prostoru zaposlil Lovra Bizjaka, čigar strel je zaustavil vratar Jasmin Handanović. Domžalčani so stopnjevali pritisk in v gneči pred vrati Maribora se je najbolje znašel Matija Širok. Primorec je z bližine streljal v zgornji levi kot vrat Handanovića, ki se je izkazal z odlično obrambo. Vsega minuto pozneje je po predložku Melnjaka in odbiti žogi poizkušal Hodžić, ki je meril previsoko. Le nekaj trenutkov pozneje je na drugi strani po podaji Marka Šulerja streljal Zahović. Njegov poizkus loba je zletel čez domači gol. V 23. minuti je Amir Dervišević izvajal prosti strel na polovici Domžal. Na vrhu kazenskega prostora je bil od vratarja Ajdina Mulalića višji Tavares, ki je v nadaljevanju streljal proti praznim vratom. Pravočasno se je vrnil Dobrovoljc, ki je v zadnjem trenutku preprečil vodstvo vijoličastih. Po pol ure igre je Dervišević poizkušal smelim strelom sredine igrišča, a se Mulalić ni pustil premagati. Le nekaj trenutkov pozneje je na drugi strani Vetrih lepo zaposlil Bizjaka. Najboljši strelec Domžal je izgubil neposredni dvoboj s Handanovićem. V 37. minuti je Dervišević z prostega strela znova preizkusil pripravljenost vratarja Mulalića. Slednji je žogo odbil do Martina Kramarića, ki je močno streljal z razdalje. Pogumno je glavo nastavil Bizjak in žogo odbil v stranski avt. Zanimiv prvi polčas se je končal brez golov, v drugem delu pa so prvi nevarneje zapretili rumeni. Hiter protinapad je po podaji Hodžića zaključil Bizjak, ki je meril mimo oddaljenejše vratnice. V 51. minuti je Bizjak priboril prosti strel globoko na desni strani polovice Maribora. Ibrahimi je zvito podal do Ibričića, ki je z vrha kazenskega prostora mojstrsko zadel spodnji levi kot nemočnega Handanovića. To je bil že 13. gol bosanskega virtuoza v letošnji sezoni, 9. v najmočnejši slovenski ligi. Dobrih 20 minut pred koncem tekme je sledil močan pritisk gostov. Prvi je po podaji Milca v 68. minuti poizkušal Tavares, ki je iz težkega položaja meril nenatančno. Minuto pozneje je nevarnost prostega strela zapretil Dervišević, Mulalić je žogo odbil v kot, ki ga je izvedel prav Dervišević. Pred vrati je Ibričić odbil do Dina Hotića, ki je sprožil proti vratom. Mulalić je žogo odbil do rezervista Jana Mlakarja. Nekdanji član mlajših selekcij Domžal je zadel vratnico, a je bil še predtem v prepovedanem položaju. Mlakar je bil znova v akciji v 71. minuti. Prodrl je po levi strani in podal navzven do Dareta Vršiča. Apačan je streljal z prve, vratar Mulalić pa je s čudežno obrambo žogo odbil v vratnico in rumeni so se še enkrat več ubranili. V nadaljevanju so se Domžalčani otresli pritiska gostov in v 78. minuti sta Vetrih in Ibrahimi izigrala obrambo Maribora. Makedonec je bil pri zaključku žal nespreten. V 82. minuti sporna situacija v kazenskem prostoru Maribora. O prodoru rezervista Marka Alvirja je z roko igral Milec. Glavni sodnik Matej Juk je ob glasnih protestih domačih presodil, da ni šlo za 11-metrovko. 2 minuti pozneje je Dervišević izvajal pot z leve strani. Pred vrati je našel Marka Šulerja, ki je nevarno streljal z glavo. Znova se je z obrambo izkazal Mulalić, ki je v trčenju z Zahovićem utrpel ureznino nad desnim očesom. Tik pred koncem rednega dela tekme je po podaji Alvirja z razdalje poizkušal Zenih Usmani. Kapetan je meril nekoliko previsoko. Na drugi strani je v 91. minuti kot z desne strani izvajal Dervišević, pred vrati je Tavares nekoliko oplazil žogo z glavo in poskrbel, da je ta končala za golovo črto Domžal.
16 goli najboljši strelec prve slovenske lige je poskrbel za izenačenje na 1-1. V 6-minutnem sodnikovem dodatku tekme še po ena priložnost na vsaki strani. Za Maribor je po podaji Derviševiča s kota zapretil Tavares, ki je z bližine meril previsoko. Na drugi strani je strelom poizkušal Širok, a se je žoga od branilcev Maribora odbila mimo desne vratnice. Tekma se je končala z neodločenim izidom, Domžalčani pa so z 69. doseženim golom v sezoni izenačili svojo najvišjo bero zadetkov v posameznem tekmovalnem letu v najmočnejši slovenski ligi. Državno prvenstvo se nadaljuje v zgoščenem ritmu, Domžalčani bodo naslednjo tekmo odigrali že v nedeljo, ko bodo ob 18. gostovali pri Aluminiju iz Kidričevega.